Pozdravljeni. Marsikdo izmed nas je zasledil teorijo, da v sezoni 2021 smo končno dobili pravega nasprotnika Mercedesa v svetovnem prvenstvu Formule 1. Ampak poglejmo si malce, ali je to res, ali samo malce senzacionalistična pogruntavščina raznih avtorjev. Prevlada, ki jo je pokazala tovarniška ekipa Mercedes, verjamem, da dolgočasi marsikaterega navdušenca Formule 1. Nekateri si želijo spremembe tam na vrhu, pa ni važno, kakšna naj bi bila ta sprememba, samo da bi videli nek drug obraz. In na valu tega prepričanja lahko zasledimo v marsikaterem viru, da letos v sezoni 2021 je Red Bull ter Max Verstappen tisti, ki lahko prvič v turbohibridni dobi nekako ogrozi to prevlado Mercedesa. Poglejmo, če je to res. Porabili bomo podatke, ki so vsem nam na razpolago. Videli bomo, če tudi v preteklosti je bil kdo prav tako dober, če ne boljši od Maxa Verstappena. Namreč zadeve niso tako enostavne, kot se marsikateremu avtorju zdijo. Marsikdaj pozabimo na tisto, kar se je zgodilo še pred nekaj leti, kot da bi bil naš spomin izjemno selektiven in izjemno kratek. Kdor sledi mojemu kanalu, bo pogosto opazil, da rad citiram sezono 2017. Kjer je bil Ferrari glavni antagonist Mercedesa in presneto dober. Danes si bomo te trditve pogledali z drugega zornega kota, uporabili bomo številke in izpustili bomo razna teoretiziranja, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se zgodilo nekaj drugega. Različni sezoni z različnim sistemom točkovanja. To moram poudariti na začetku. V sezoni 2017 ni bilo dodatne točke za najhitrejši krog in ni bilo dodatnih točk na tej novi obliki sprint dirke. Torej, točke so se delile samo v nedeljo tistim prvim 10, brez dodatka. Kljub temu smo lahko po 11 dirkah videli čisto drugačno situacijo na vrhu razpredelnice. 11. dirka je bila v sezoni 2017 velika nagrada Madžarske, prav tako kot letos. Čeprav v sezoni 2017 na koledarju le 20 dirk, letos je planiranih 23, a to lahko zanemarimo. Če vzamemo sedanje stanje v sezoni 2021, bomo videli, da vodi Lewis Hamilton s 195 točkami pred Maxom Verstappenom, ki jih je zbral 8 manj, 187. Kaj se je zgodilo v sezoni 2017? Po 11 dirkah je vodil Sebastian Vettel s 202 točkama pred Lewisom Hamiltonom, ki jih je izbral 188. Torej, na prvih 11 dirkah leta 2017 je bil boljši Sebastian Vettel, presneto boljši od Lewisa Hamiltona, ki je izbral približno zaokroženo toliko točk kot Max Verstappen danes. In to nam prvič pove, da v sezoni 2017 je Mercedes imel dobrega nasprotnika, vsaj v približno prvi polovici sezone. Nato v nadaljevanju se je vse usmerilo v drugo smer. In če pogledamo tisto razmerje zmag leta 2017, bomo videli, da je bilo izenačeno 4 zmage za Lewisa, 4 zmage za Sebastiana. Letos vidimo, da ima Max Verstappen zmago več, 5-4. Ampak leta 2017 je bilo res na razpolago
malce manj točk v prvih 11 dirkah, ampak ne Vettel, ne Hamilton nista odstopila. Letos smo videli, da na veliki nagradi Azerbajdžana sta odstopila tako Lewis Hamilton kot Max Verstappen. Ne smemo pozabiti na tisto nesrečo v Silverstonu, kjer je brez točk ostal Max. In marsikdo bo rekel, da tudi na zadnji veliki nagradi Madžarske ni imel sreče, ampak prišel je v točke in tudi tega ne smemo izpustiti. Ampak vprašanje je naslednje, kaj se lahko zgodi v drugi polovici. Znan je trend, da Lewis Hamilton ponavadi v drugi polovici sezone vozi dosti bolje kot v prvi. In sedaj pridejo na vrsto proge, ki so v teoriji malce bolj pisane na kožo tovarniški ekipi Mercedes kot Red Bullom. Govorimo o veliki nagradi Belgije in veliki nagradi Italije. Velika nagrada Nizozemske je majhna neznanka. Gre za progo, ki v teoriji bi bila lahko bolj na strani Red Bulla, ampak nimamo kakih podatkov iz preteklih dirk. Tu je treba upoštevati tudi človeški faktor. Tako velika nagrada Belgije kot velika nagrada Nizozemske bo polna navijačev Maxa Verstappena, ki so lahko po eni strani v veliko podporo, ampak so lahko s svojimi pričakovanji tudi velikansko breme. Videli smo, kako Lewis Hamilton z lahkoto prenese žvižge publike. Ampak prav ta prisotnost Nizozemcev na dveh dirkah sedaj v naslednjih tednih zna biti ključna. Namreč Max bo prvič v stanju, da se bo lahko boril aktivno za naslov svetovnega prvaka in videli bomo, kako se zna spopasti s tem velikim stresom, ki ga tudi prinaša pričakovanje tako publike, kot tudi novinarjev in seveda tiska. Bo podlegel ali bo dobil dodatno motivacijo. No, to bomo videli na samih dirkah po rezultatih, ampak naslednje 3 dirke bodo seveda ključne. Kajti, ukolikor se spomnimo, kaj se je zgodilo naprimer v Turčiji, ki je letos tudi prišla na koledar, lahko vidimo, da ukolikor si bo Lewis Hamilton nabral določeno prednost, ga bo izjemno težko prehiteti. Ni rečeno, da bomo letos videli 23 dirk. Poudaril bi rad nekaj, da v taki situaciji je v veliki prednosti tisti, ki je spredaj. Lahko si privošči malce več napak kot oni, ki sledi in ki je prisiljen nekako zmagovati oziroma dosegati najboljši rezultat. Tu je treba poudariti še eno majhno malenkost. V sezoni 2017 je imel Lewis Hamilton bistveno bolj učinkovitega moštvenega kolego in govorimo o Valtteriju Bottasu. Ampak razlika v točkah takrat in danes je očitna. Ampak tudi Valtteri bo lahko začel v drugi polovici sezone nekako zbirati točke in tako nadoknadil tisto, kar je spustil v prvem delu. To bi znalo biti tudi odločilni faktor. Videli smo Pereza, kako je dosegel zmago v prvi polovici sezone in ukolikor se mu bo ponudila priložnost v drugi, verjamem, da jo bo izkoristil, ampak osebno menim, da tisto, kar smo videli od Sergija Pereza, je tisto, kar lahko pričakujemo tudi v nadaljevanju. In ko Valtteri Bottas, mislim, da je vse nas malce razočaral. Ampak glavno dejstvo je, da Lewis Hamilton ponavadi v drugi polovici sezone je bolj motiviran kot v prvi. Sedaj ima nasprotnika, katerega je tako ali drugače potisnil malce nazaj. In ukolikor mu bo uspelo po poletnem premoru nanizati nekaj dobrih rezultatov,
bo verjetno tisti kazalec zopet začel kazati v smer tovarniške ekipe Mercedes. Nekaj, kar smo videli tudi v sezoni 2017, kjer je Lewis začel dobre predstave na veliki nagradi Belgije in naslednjih dirkah, ampak tudi Ferrari je skušal nadoknaditi tiste točke, ki so jih izgubili po poti, in začel delati napake. Tako ekipa kot tudi sam voznik. Kaj se bo zgodilo letos, bomo videli skupaj v naslednjih prihajajočih tednih. Do takrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.